razvojno-raziskovalnem sodelovanju je poleg same vsebine projekta ključno, da pravno razmerja med industrijo in fakulteto uredimo na način, ki bo dober za obe strani. Od podjetij večkrat slišimo, da to urejanje pravnih razmerij traja predolgo in s tem se lahko tudi sama strinjam. To pa seveda ne pomeni, da moramo pristati na vse, kar podjetje ponudi takoj. Nasprotno, na nas mi imamo nalogo, da seveda uveljavljamo svoje interese, vendar pa moramo to storiti na način, ki je strukturiran, hiter in profesionalen. Pomembno je, da s pogodbo postavimo neka temeljna pravila v tem odnosu, ki ga imamo, in pa predvsem, da znamo uskladiti pričakovanja. Da znamo povedati, kaj točno lahko ponudimo podjetju in kaj si želimo dobiti v zameno. Če seveda naša pričakovanja v nekem odnosu niso izpolnjena, potem se v tem odnosu slabo počutimo, kar je pa seveda slabo za dolgoročno sodelovanje s tem posameznim podjetjem. Nas večkrat vpokličajo, da tako rečem, v pogajanja, kadar se nekje zatakne, kadar ta traja zelo dolgo ali pride do nekega konflikta. Več ali manj vedno najdemo neko potem skupni jezik, predvsem na način, da pogledamo, kaj so res tisti rezultati, ki bodo nastali in kakšni so interesi obeh strani. To se pravi, ni samo črno-belo, ni samo moje, tvoje, ampak je tukaj vmes še kar nekaj nijans. Zato, da pa prideš do teh nijans, pa seveda je ključno poznavanje nekih osnovnih pojmov intelektualne lastnine in tudi osnovnih principov sodelovanja med gospodarstvom in fakultetami. Zato je tukaj zelo priporočljivo, da se obrnete na nas. Je pa pisarna za prenos znanja izdaja tudi vodnik, ki vsebuje določene napotke, določene razjasnitve nekaterih pojmov in vam je lahko v pomoč. Skratka, če imate kakršnokoli vprašanje z tega področja, če si želite našo pomoč, niste za vse sami, vaša naloga je predvsem seveda, da se ukvarjate z raziskavami, mi pa vam lahko pomagamo pri oblikovanju odnosov in pri pravnih vprašanjih pri razvojno-raziskovalnih pogodbah.